Nešteto linij je bilo potrebnih, ki so v zadnjih 2 letih, torej od leta 2022, povezovale in nas danes tukaj vse skupaj povezale v dvorani Savice Zorko in sicer v knjižnici Brežice ob zaključku Erasmus Plus projekta z naslovom Spodbujanje razvoja kognitivnih sposobnosti starejših s pomočjo art terapije fraktalne risbe. Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. Samo vi, dragi zbrani tukaj, poznate odgovor na vprašanje, koliko linij in risb je bilo narejenih, da lahko danes govorimo o mnogih trdnih besed, ki so se v sklopu projekta stkale in o mnogih linijah, ki so povezale 2 državi, Slovenijo in sosednjo Hrvaško z istim namenom. Ozaveščati o demenciji, ki je v vseh oblikah v porastu in predstavlja velik izziv sodobne družbe, ter s pomočjo risanja fraktalnih risb poznati vso lepoto staranja in 3. življenjskega obdobja, ki s seboj prinaša veliko lepega in tudi mnoge izzive. Ampak ravno vi, spoštovani, spoštovane, ste dokaz, da je jesen življenja še kako barvita in polna odkrivanja marsikaterih talentov in sposobnosti. Idejna vodja in koordinatorica projekta je Mihaela Kežman, ustanoviteljica Zavoda Prosum in doktorica socialne gerontologije, ki ima za sabo bogate izkušnje dela starejšimi, predvsem na področju aktivnega staranja in vključevanja starejših v prostočasne dejavnosti. Projekt je združil 130 udeležencev v sklopu 8 skupin v Sloveniji in na Hrvaškem. Partner projekta iz sosednje Hrvaške je Buni potencialni d.o.o. iz Zagreba, v katerem deluje Mihaelina učiteljica v fraktalni šoli, to je gospa Martina Kosec, profesorica likovne umetnosti, ki že leta oblikuje in izvaja likovne programe za vse starosti. Linije, ki povezujejo, nas opominjajo na našo medsebojno povezanost in harmonijo v raznolikosti. V veliko čast in veselje nam je, da danes pred nami lahko pozdravimo žensko, ki je svoje življenje poklonila starejšim, ter svojimi dejanji premika meje področja medgeneracijskega povezovanja in kakovostnega staranja. Za marsikoga obremenjujoča področja, a v njenih očeh predstavljata izziv, s katerim se uspešno spopada. Ima 20 let delovnih izkušenj s področja skrbi za starejše, medgeneracijskega povezovanja, je pobudnica novih inovativnih projektov, s katerimi riše nasmehne na obraze tistih, ki jih družba pogosto pozabi, to so starejši. Je prejemnica številnih nagrad in priznanj s področja varovanja starejših, prejemnica Jabolka navdiha, februarja letos pa je prejela tudi Laska naziv Slovenka leta 2023. Spoštovani, spoštovane, v naši sredi prav toplo pozdravljamo današnjo gostjo Ano Petrič. Ana, dobrodošla. Ana, predlagam, da se skupaj veseliva na najin oder današnji. Pozdravljam vsi, pa hvala za ta aplavz. Sem prav vesela, no. Prihitela iz Portoroža direkt sem v Brežice, še nesreča bila vmes, ampak sem čisto navdušena, ker sem zagledala vse te risbe, tako da res hvala, da ste me povabili. Veliko veselje nam je. Ljubezen do starejših, ki jo gojite, je zares nekaj izjemnega. Kdaj ste se zavedali, da bodo ravno starejši vaše življenjsko poslanstvo, če se lahko tako izrazim? Ja, mislim, da že kar na začetku svoje delovne kariere, zato ker jaz sem živela z detkom in z babico in takrat mislim, da sem razvila to, ker sem z babico hodila po vseh sosed pa njenih prijatelj, tako naprej, tudi domov, da so bili po večino starejši, ne? In potem je pa dom se odprl v Cerkvenci in jaz seveda mlada, zavzeta, zagnana, sem se odločila, da bi pa v domu poskusila mogoče delati, ne? Takrat v resnici nisem niti vedela, kaj se počne v domu, ne? Se mi je zdelo to, da sem klepeta, pa mogoče nekomu malo pomagala,
ampak sem tudi ta kulturni šok presegla, če sem čisto iskrena, ker takrat pa seveda še nisem vedela, kaj to pomeni demenca, naprimer, ali pa kakšne druge bolezni. Tako da mogoče takrat, da sem imela vse te izkušnje s starejšimi in tako pa sem začela delati v centru, oziroma v domu starejših, sem ugotovila, da je to pravzaprav tisto, kar me najbolj veseli. In še zmeraj sem. In tako lepo ste naštela vse, kaj sem, ampak moram povedati, da sem že slišala, kaj sem da čisto nazadnja, da sem najbolj znana brezposelna oseba v Sloveniji, tako da se moramo opuščati. Ampak ja, v glavnem, vsi ti nazivi niso pa nesli samo lepe stvari, ampak tudi grozne stvari in žalostno je, da nekdo, ki dela s starejšimi, ki hoče nekaj spremeniti v državi, ki se povezuje, ki sodeluje, ki dela take projekte, da je lahko zelo moteč za družbo. Tako da ampak je vseeno, bom strajala naprej, tako da vem, da bom tudi bodoče delala s starejšimi, sam pa tudi lokaciji. Za vas beseda. Vi nekako sploh ne poznate besedo nemogoče. Vse je mogoče, vse se da, morda je zato potrebnih malo več poti, da na koncu se pride do nekega skupnega cilja. Ste zagovornica aktivnega in kakovostnega staranja z izjemnim čutom do starejših. Kaj je za vas to definicija aktivno staranja? Zdaj bom čisto po domače povedala, pa mogoče tako za koga brutalno iskreno, ampak vse več kot to, da ti na dan pripada menica po obrok. Jaz želim, da tudi tam je moja velika vzornica, gospa Gojluk, želim, da bom sama starejša oseba, da bi se lahko ukvarjala z nečim takim, da bi lahko poslušala glasbo, da bi bila lahko v naravi, da bi z mano delala tako, kot bi si jaz pravzaprav želela, da bi me poslušala, da bi me vključevala in da bi imela neko kvalitetno življenje, pa da bi bila nekaj zaprta, pa prikrašena v bistvu za vse tisto, kar se nam zdi čisto samoumevno, pa v resnici ni, ko smo starejši. Družba se razvija, ampak še vedno je zelo pomembno dajati temu pozornost, ne? Ja, zagotovo. Jaz mislim, da ves čas je treba opominjati, ker pač če ne opominjamo, tako kot vsemi drugimi stvarmi, lahko hitro pride do kakšnih takih slabih vzorcev, ali pa do česa, kar se ne bi smelo dogajati, in zato se mi pa zdijo take stvari zelo pomembne. Tudi, da se razvijamo, včasih je, recimo, smo govorili samo o socialnem modelu, pa o zdravstvu, zdaj pa že vemo, da v institucijah nujno potrebujemo socialne gerontologe, kineziologe, terapevte s pomočjo umetnosti. Jaz moram povedati, da v centru, kjer še vedno zaenkrat delam, da že kar nekaj let izvajamo terapijo s pomočjo umetnosti in da imam sodelavko, ki je letos magistrirala z tega področja in da si želim, da bi bilo to delovno mesto sistematizirano, kar nažalost ni, kot večina tistih, ki sem jih omenila. Je pa zelo potrebno, ker recimo mi smo ugotovili, da smo začeli pač s to dejavnostjo, ko smo prepevali stanovalcem, pa imajo napredovalno demenco, smo ugotovili, da so bolj mirni, da več pojedo, da tudi sami začnejo neke besede, govoriti ali pa izražati neko zadovoljstvo in enako potem s temi likovnimi terapijami, da ljudje postanejo drugačni, verjetno taki, pa so že enkrat bili, se spomenijo tudi stvari, pa so jih že enkrat počeli, ali se pa tudi na novo lahko naučijo. Tako da jaz in mi opažamo same pozitivne rezultate. Poleg tega, da če nekoga zamotimo na tak način, preusmerimo fokus, mogoče zdaj česa slabka, ali pa tudi recimo sigurno prispevamo k temu, da je nekdo bolj miren s pomočjo terapije in potem potrebuje manj prave terapije, se pravi tablete, ker ga že te dejavnosti tako lepo umirijo in zamotijo. In tudi tako opažamo, da če je ljudem dolgčas, potem tudi pretirano obremenjujejo svoje otroke ali pa vnuke. Sploh, če imajo še mobitele, če pa so zelo vključeni v razne dejavnosti, potem so pa vsi zadovoljni, konec koncev. Ta oseba, ki pač riše ali pa nekaj ustvarja, recimo z zvino oblikuje in tudi svojci, ki vidijo, da pa še starši nekaj zmorejo, pa stari starši. In to se mi zdi, da je zelo dobrodošlo, da pač iščemo različne načine, kako nekomu pomagati, da se še lahko izraz. Prej sem tako lepo prikletala z gospod, da me poleg mene sledi rekla, jaz ne moram verjeti, moj gospod, da je tako
zadnje, ko izražamo neka svoja čustva, ne, in občutke, pol lahko vratajo take umetnine, ki jih tukaj vidimo. S katerimi izzivi pa se pri svojem delu najpogosteje soočate? Ja, mogoče ravno s tem, da ljudje prehite rečejo, da se ne da, da se ne more. Jaz pa rada pokažem, da je mogoče. Ne? Recimo, jaz tudi med zaposlenimi iščem talente in lahko povem, da imamo eno čistilko, ki je začela risati in ustvarjati in po 2 hodnikih imamo same njene umetnine. Tako da je tudi že kar nekaj prodala, seveda brez računa, raznim obiskovalcem. Ampak tako se mi zdi pomembno, da včasih rečem, jaz ne znam risati, ne zmorem ali pa nikoli nisem risal, ker pač včasih se je delal na njivi ali pa tako, pač ni bilo to tako prepoznano kot neka terapija. Ampak pomembno je, da se poskus, da vidiš, ki pa imaš ta potencial. Recimo eno gospod smo imeli, ki je pa 97 letih začela slikati. In to so take slike nastale, da je zdaj zelo obširna razstava v našem centru in vsak reče, pa tu sigurno neka gospa, ki se je učila na neki akademiji ali kje druge, ampak ni in tudi sama ni vedela, da ima ta talent. In jaz mislim, da pravzaprav vsi imamo te talente, samo poiskati jih moramo vse. Danes so z nami tukaj udeleženci in udeleženke delavnic fraktalnih risb. To vrste delavnice spodbujajo kognitivne sposobnosti in nenazadnje skrbijo za dobro počutje. Katere vsakodnevne dejavnosti ali prakse pa se vam zdijo pomembne pri delu s starejšimi, da ostanejo aktivni, pa seveda niso samo tisto, kot ste že prej omenili, ženica in obrok? Ja, zdaj, če govorimo o institucionalnem varstvu, bolj zagotovo je najbolj pomembno, da imajo ljudje izbiro. 19 let nazaj, ko sem sama začela delati v centru starejših, takrat še v Cerknici, smo začeli najprej s telovadbo, potem smo ugotovili, da imamo kar nekaj stanovalk, ki so pa rade ukvarjali se z gospodinstvom, pa smo potem organizirali gospodinske delavnice. Pa smo ugotovili, da imamo take, ki pa rade rišejo ali pa vadajo, kakorkoli, pa smo začeli delati kreativne delavnice. Ampak seveda, eno, kjer obstaja, gospodinskih kreativnih gibalnih delavnic imaj, potem pa je potrebno poiskati še prav tako individualno, vezano na življenjsko zgodbo posameznika, tudi stvari, ki jih je pa že prej, tako kot sem rekla, počel enkrat, ki ga veselijo, da ga ne zafrustrirajo. Recimo, kar je meni počel, je ravno to, da nisi vezan na neke okvirje ali pa na neke oblike, ampak si sam soustvarjalec svoje zgodbe na papirju. To se mi zdi zelo pomembno. Drugače pa konkretno pri nas imamo čez 400 aktivnosti letno, zelo veliko damo na glasbene aktivnosti, kar, kot sem omenila, ugotavljamo, da je ljudem to zelo blizu in da je tudi pravzaprav največ pomembno, da je vzbuja neke spomine. Bi morda lahko izpostavili nekaj, morda 2 ali pa 3 večje projekte? Ja, mislim, da kar cela Slovenija že skoraj pozna projekt Mala pozornost za veliko veselje. Ta projekt je lani potekal že 8. leto, običajno začnemo z njim že konec septembra, damo malo obvestilo, malo na družbena omrežja, malo medije in pozovemo vse ljudi, take, ki imajo malo časa, malo energije, da pripravijo voščilnice, da vam pa zapišejo lepe želje, pozitivna besedila. Črke morajo biti dovolj velike, da jih vidi tudi nekdo, ki ima težave z vidom. Še lepše, če so te voščilnice doma narejene, če pa pač ne gre, so tudi kupljene v redu. In potem do 15. novembra vse zberamo v centru, potem se pregledamo, da slučajno ne bi bila kakšna neumnost noter napisana. Zmeraj so lepe stvari, ampak mogoče v vseh teh letih, da je bilo 10 takih voščilnic, ki pa res niso bile, pa si nočemo reči, še kakšne slabe vole. Potem pa to se zberemo, pogledamo, zapakiramo po to, koliko je stanovalcev v posameznem centru v domu, damo darilno škatlo, noter še dopis za tiste, ki to razdeljujejo, običajno so to socialne delavke, animatorke, strežnice, da preberejo, ki je zdaj ta voščilnica, da to ne zgodi kakšnega nelagodja, pa nekomu, nekaj ne poznamo, Bene Marije, pa mu je ta Marija pisala, naprimer, pač seveda še zahvalo za te, ki razdeljujejo in opis projekta. In potem tu vse odpošljamo, tu je skoraj 130 kar velikih škatel in moram povedati, da zaenkrat same lepe izkušnje,
Posebej moram pohvaliti eno gospod Danielo, svojo družino v Kopru izdeluje voščilnice. Njena mama začne izdelovati voščilnice že januarja, tako da zdaj jih že izdeluje, za decembra se morate misliti, ne. Pa srednjo šolo v Novo mesto, ki pa tudi v bistvu ta šolski center, ki je pretežno obiskujejo sami fantje in oni pravzaprav največ voščilnic izdelajo. Tako da seveda pa moram povedati, ne, vsaka voščilnica, vsak posameznik šteje, ker jaz mi rečem, vsak mora dati svojo energijo noter, ne, svoj čas, svoj dober namen in to je zelo dragoceno. In mi smo najprej to delali zato, da bi razveselili stanovalce, potem smo pa ugotovili, da je pravzaprav tudi terapevtsko tudi za tiste, ki to izdelujejo, ne, da noter tudi ne napišejo eni samo nekih kratkih misli, ampak cela pisma napišejo. In tudi mi v nadaljevanju razložimo, da ne ta pisma dajo stanovalcem, ki pa še so sposobni mogoče tudi nazaj odpisati, ne. In smo že dosti takih raziskal medgeneracijskih, ko so se začeli nazaj odpisati. Tako da so bili tudi tisti, recimo otroci, ko so dobili nazaj pismo od neke starejše osebe iz doma, zelo ganjeni, zelo navdušeni in te povezave še zmeri potekajo potem tudi čez celo leto. Mislim, da ta projekt je največji bil. Smo pa največ voščilnic pravzaprav prejeli tisto leto, nažalost je bil COVID, pa so bili ljudje doma. Mislim, da je bilo kar okrog 70,000. In še celo aprila smo jo dobivali, tako da jaz sem tu vse spravila, pa smo potem na številko popravila, mislim letnico. Drugače pa vse skupaj je bilo pa kar krepko čez 200,000, no, že skoraj tudi 300,000 gre, kar pa ostane teh voščilnic, bi bilo pa noro grozno, če bi jih shranili, tako da jih zmeraj razdelimo še starejšim v skupnost. Tudi v sodelovanju s starejši za starejše, so nam eno leto gospe pomagali, da so jih razdeljevali, drugače pa zelo dosti sami. Se mi zdi, da ta projekt je tako največji, potem pa ta terapija s pomočjo umetnosti, ki je zelo spodbujena, da bi se pač implementirala v vse institucije, ker mislim, da bi rešila marsikatero težavo in zelo izboljšala tudi počutje samih stanovalcev. Izjemnega pomena je torej medgeneracijsko povezovanje. V vašem centru je mimogrede tudi vrtec. Ja, res je. Mi imamo od lani 1. septembra Montessori vrtec, Angeli Montessori vrtec. Nastavlja v bistvu tako, jaz sem že kar nekaj let nazaj videla po televiziji eno oddajo, kjer otroci obiskujejo en center starejših, oziroma dom starejših, za par uric na dan in oni so ugotovili, da potem te stanovalci čist preusmerijo fokus iz težav, ki ne bi jih imeli, psihičnih ali pa fizičnih, na to, koliko se obnašajo otroci, koliko so dobre volje, koliko pač nič ne tarnajo, in so tudi sami potem se čist drugače odzivali, bolj so bili veseli, bolj so bili sproščeni, manj so uporabljali razne pripomočke, ker so hoteli še pokazati, kaj zmorejo, kaj znajo. In tudi pri nas zaenkrat kaže, da je to samo ena pozitivna praksa. Drugače pa, kar se tiče vrtca, je zelo zanimivo, da pač oni imajo svoj program, mi imamo svoj program, potem smo pa tako dogovorjeni, da se vzgojiteljice pa naše delovne inštruktorice usedejo, pa se dogovorijo, na katerih točkah potem sodelujemo. Recimo, stanovalci zjutraj pridejo sprejetske otroke, potem po zajtrku jih pride recimo ena gospa pravnico prebrati, potem imamo gibalne urice skupaj s fizioterapevtko, pa recimo na sprehod gredo oni vsak dan, to je recimo meni zelo všeč pri temu Montessori vrtcu, ker ni važno, ali pa da sneg ali dež, oni gredo ven, in to je zelo pomembno. In recimo lahko povem, da ena gospa, ki ima zelo kar hudo depresijo, na nobeno aktivnost se ne želi vključiti, ampak ven s temi otroci gredo vsak. In mislim, da imam že občutek, da že mislim tudi, da je vzgojiteljica, in to tudi čist pustimo, ker vidimo, da funkcionira. Je pa seveda, če imamo martinovanje, pa zdraven alkohol, bolj ne vabimo otroka. Če imamo pa obisk čukov, pa ribiča pepeta, pa seveda je to vabimo, tako da zelo pač pazimo, da ne bi bilo karkoli, je pa pranje perila posebej, čiščenja, mora biti poseben voziček za stanovalce, poseben voziček za otroke, zaradi kakršnikoli okužb, da ne bi bilo česa. In jaz se zdi, rada tudi pošalim, da na vse smo mislili, ampak nismo pa mislili, da otroci pa lahko v vrtcu tudi uši dobijo. In tudi tu se pa najbolj zgodilo, v tem pol leta, ampak hvala Bogu ni bilo nobenega prenosa na stanovalce, zato ker največ čiste dni je bil ta gospod, ki je brez las, tako da ne hvala.
ali na začetku hodu, ali je popolna, ne, isto je šola, isto je vrtec, ali otroci malo pre krize, ali pa pol, tako da so imeli uvajanje, nekaj kar dolgo traja, drugače, kot recimo v državnih vrtcih, ki so starši kar precej zdrave, na nedel. No, ampak moram povedati, da bi imel kakšno hudo krizo, katerega med otroki on nimo, no. Tako da pa še tako čisti iskreno, ne, stanovalci imajo zmeri kakšne bombončke, tako da smo se tudi že pogovarjali, da je treba malo paziti, da ne otroci preveč sladkari dobili, no. Ampak mislim, da to je čist druga frekvenca, se mi zdi, ne, kakor srednja generacija, ne, otroci pa starejši, ne. Oni se že zmenijo in ni, si pravi, ni. Tudi če je kakšen, mene je bil v resnici najbolj strah, ker smo začeli s tem vrtcem, da bo mogoče preveriti džungus, ne. Ker vrtec je ravno zdravenenje gospe, ki ima pa rada mer, pa tudi kumičkano je zahtevna, ampak jaz sem vam strašno rada. Ampak ona je spušla vrtcu, ona je več vrtcu, kakor v svoji sobi, ne. Tako da očitno ni tako hudo s tem živžavo, ne. Ana, najlepša hvala, za zdaj hvala, še bomo nadaljevali. Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje daje tretjemu življenjskemu obdobju izredno moč. In sedaj bomo tudi temu priča, kajti sledi nastop babice in vnukinje, in sicer Zinke Škofca na citrah in njene vnukinje Neli Škofca na flauti. Gospa Zinka se je citre pričela učiti pred 3 leti in pred začetkom današnjega dogodka mi je zaupala, da je danes to njen prvi, tako imenovani samostojni koncert z vnukinjo. Tako da mislim, da si zaslužita še prej nekaj. generacije in nas povezuje na najbolj čaroben način. Ana, midve bova sedaj nadaljevali. Veliko izkušenj in zgodb ter anekdot ste z nami danes že delili. Je še katera posebna izkušnja ali pa zgodba, ki vas je v vseh teh letih delovanja posebej navdihnila oziroma ostala v spominu? Ja, ogromno jih je, no. Moram najprej povedati, da mi je bilo tako všeč,
ker je vnučka babici dala lučka, da jo pogum. Tako da je videti, kako imate lep odnos in to je nekaj res neprecenljivo. Kaj je kaj tazga, kar je ostalo v spominu? V resnici je toliko spominov, vsak dan jih je polno. Ampak najbolj mi ostane v spominu pa ljudje, ki jim pa nisem mogla izpolniti zadnje želje. Teh je sicer sam par, ampak sem se pa s tem naučila, da kadar me nekdo nekaj pros, ali pa kadar mi nekdo zaupa, kaj si želi, da moram takoj skočiti, če je mogoče že isti dan in takoj uredim vse, kar je potrebno, da nekomu ugodim z nečem, kar je pravzaprav čist za nas malenkost, po njemu pa dosti pomeni. Torej, govorimo o materialnih zadevah, ampak le v nekem srečanju, ko objemo o srečanju s svojci, o vabilu, mogoče nekih sorodnikov, kjer je prišlo do kakšnega spora, pa da se mogoče te odnosi ničkano pomirijo, razčistijo, pa da se ljudje med sabo oprostijo. Včasih pa tudi za kakšno tako stvar, recimo v spominu mi je zelo ostal en gospod Slavko, ker ni želel skoraj ničesar jesti. Zelo rad je imel pa čips. In ni imel nobenega sorodnika in včasih je mene prosil, če mu jaz lahko kupam čipsa, takrat sem bila še strežnica v domu in seveda sem šla na recepcijo, pa sem mu kupila čips. In potem, ker je imel vnetje neke rane na nogi, se mu je zelo stanje poslabšalo in je bil zelo tudi neodzivan in tako in mi je spet poklical, da me lahko prosi, če mu kupim čips, in jaz sem ugotovila, da tisti dan nimam v službi samo denarja, da nimam denarja in sem šla na recepcijo in sem pustila receptor, pa če mi da na kredit in čips, in je rekla, da ne sme dati. In sem šla gor do njega, bila sem pa svoj kos potice, ker tisti dan sem bila za malco eno tako mineško potice in sem mu dala potice in sem rekla, lejte, jaz se vam opravičujem, nimam denarja, da bi vam kupila ta čips, vam dam pa zdaj kos potice, ampak v ponedeljek, ko pridem v službo, kot je bil petek, bom pa prinesla čips obljubo. In je rekel, vas držim za besedo in najlepša hvala, ampak ko sem prišla v ponedeljek v službo, gospod ni bil več živ, se je nažalost poslovil. In recimo take zgodbe, si bolj mislim na donca, bolj živim, ko bi se skregala z receptorko, ali pa bi ne vem šla domov, pa bi šla še enkrat pol v službo, ali pa ne vem, kaj drugega uredila, ampak kar misliš, se je mogoče bo pa jutr, pa se bo, ne vem, do drugega tedna, ali pa drugo leto, ali pa kar odlašam z nečem, In mislim, da takrat, kadar bi za take stvari, in da sem se tudi že pogovarjala moram povedati, s gospodom Vladom Krestinom in je rekel, da gre špilat za enega gospoda, ki je zelo slab, pa da so se pogovarjali, kjer dan bi šli, pa sem nekaj čim prej peti, da nas če se da. In so šli, In to hočem povedati, da nas nekdo prosil, pa če vidimo, da je neka situacija težka, takoj pejmo v reševanje tega, kar lahko, da bo prepozno. Demografska slika Slovenije ni najbolj blesteča, namreč napovedi so, da leta 2050 bo v Sloveniji starejših od 65 let več kot pol milijona. Za marsikoga obremenjujoča misel na tretje življenjsko obdobje, strah do staranja in na drugi strani od mlajših generacij strah do starejših. Naprimer, so mi ovira. Kako se moramo torej kot družba lotiti tega problema oziroma nam je to neizobežno? Mi se bomo s tem, ne glede na to, soočili. Ja, jaz mislim, da je ključ do reševanja tega medgeneracijsko sodelovanje. To, da pač s takimi projekti, s vključevanjem, povezovanjem starejših in mlajših, poskrbimo za to, da ne bo nekih predsodkov, da bo vsem čisto normalno, da je v družini en starejši človek, ki potrebuje pomoč. In če ta starejši človek lahko pomagal čuvati svoje vnuke, ali pa ne prav vnuke, se pričakuje, da potem tudi, ko bo on starejši, da bo lahko družina poskrbela za njega. Tako da mislim, da je to predvsem pomembno. Da pa tudi mogoče z razvojem tehnologije smo začeli zgubljati prave vrednote, kot je srčnost, empatija, povezovanje. In mislim, da je zdaj zadnji čas, da poskrbimo, da spet to pride nazaj. Tako da mogoče edin tukaj vidim rešitev. Torej, gojenje vrednot od malega, kar je seveda tudi dokaz vaš center z ustanovitvijo vrtca. Že od malega pa nam starši nekako želijo ozavestiti, da je z rednim delom v šoli ali pa tudi kasneje na študiju vse veliko lažje.
in nič drugače ni potem kasneje, v službi ali pa kasneje v tretjem življenjskem obdobju. Jesen življenja, kot smo danes že slišali in povedali, je lahko kreativna, pestra in kvalitetna. Naprimer, od izmed enih vaših intervjujev sem zasledila, da ste se imeli zelo lepo in zelo pestro na počitnicah v Rogaški Slatini. Nam morda lahko kaj več povete? Ja, takrat, ko smo vsi dobili te turistične voucherje, po eni strani bo to v redu, zato ko smo pomagali tudi vsem tem ljudem, ki se ukvarjajo s turizmom in tako naprej, ker vse je propadalo. Ampak po drugi strani bo v bistvu malo krivično do starejših, sploh do teh, pa niso imeli možnosti koristiti te voucherje. Mi smo naredili anketo, kdo bi si pravzaprav želel iti nekam, večina je hvala, da so svojim vnukom, ampak smo jim pa rekli, pa zakaj bi dali vse prvošte nekaj, tudi vnuki bodo dobili svoje, pa otroci in tako naprej. No in ena skupina zelo takih zagnanih in nadobudnih starejših se je odločila, da bi šla po Toplice. In tako smo organizirali prevoz, takrat v bistvu Rogaška Slatina, ta Grand Hotel, oni so že organizirali celo Evrošteto, da pridejo pred center, z avtobusom, da nas peljejo tja in da nam tam omogočajo 2 dni bivanja za en turističen tabor. Mogoče ena od zanimivosti tudi ta, da hvala Bogu, da nas je še toliko zaposlenih in prostovoljcev zraven, ker mi smo tudi malo vprašali, če znajo vsi plavati, ker en kup stvari moraš vedeti, ker ne veš, nekaj tazga. In smo vsi rekli, da super plavajo in na koncu smo potem, da skoraj noben ni znal več plavati. In tako prišlo do kakšne sreče. Potem smo recimo enega gospoda, tudi meni je prav glava bolela, ker je pa ves dan čutil po bazenu, pa je bil že ves moder in tak, smo rekli, zdaj pa malo pete ven, pa malo se odpočite, pa je povedal, da ima 3 bypassa. Kakšna taka stvar, ki bi bila lahko usodna, ali pa zelo bi uspešno, ker ena postavila, ki je hotla iti ven iz svoje hotelske sobe, ker je bila ta soba do klepa, ker je bila francoska posta. Tako da zelo je bilo fajn. Tako tudi pozno v noč smo žurali, ne bom povedala, kaj vse se je zgodilo, ker tudi kakšna taka stvar, kar ni mogoče za nam posnetek, nič seksualnega, ne se bati, ampak tako mislim, ker se tiče alkohola, res je kapušno. In ker vidiš, vse tiste nasmehe, ker vidiš, ker se ljudje sprostijo in da sploh ni bilo videti, kdo je zaposlen, kdo je stanovalc, ni do tega odnosa, ampak smo se tako imeli fajn kot ena družba. In mislim, da smo bili vsi zelo zadovoljni. In naslednji dan, ko smo šli domov, na avtobusu gledamo, če so vsi in njih ta gospod, ker mu tiste 3 bypasse, njega ni bilo. In meni in mojim dvema sodelavkama, ker smo bo ratali, da smo hitro tekli gor, trkamo na vrata, ni odprl, pol malo oranka, tudi še nič, pol še malo, jaz sem pa že kar malo panična in pol to odprem, prav nisem si še dal slušnega aparata, nisem slišal, da sem bil trkal, in je bil pripravljen, da gremo. Drugač pa tako smešno je bilo to, da smo šli, vsi so imeli, gospe so imeli ork kovčka, za 2 dni ork kovčka, en stanovalci še pa čist kule, brez vsega. In jaz začem, kje imate pa vi, kaj za sabo? Jaz sem že vse gor, kobalke imam v spodce, jaz sem pa vlečen. Tako da, ko sem nasmejala. Tako da, ena taka lepa izkušnja. Bi si želela, da bi večkrat prišlo do česa prazga, ampak seveda ne, pa kar orok, mislim, dosti organizacije je bilo, ampak lep spominno, da smo jim lahko to omogočili. Pa bi si želela, da bi z večjih domov tako naredili, ker je pač, da niso, pa je pol to vse propalo, kar je žalostno, ampak tako je. Morda nova aktivnost kot šola v naravi, šola v vem, da tudi domovi v tujini imajo še tako izmenjavo, med starejšimi, pač med domovi, tukaj v Sloveniji nismo še čist zasledili, ali pa mogoče mi, profesor pa ki ima domene, da mogoče je en tak potencial za še eno dobro prakso. Ana, najlepša hvala. Bi morda za zaključek še našim dragim strani namenila nekaj besed, morda kakšno sporočilo? Ja, jaz bi vas rada predvsem pohvalila, ker se mi zdi to zelo lepo, da ustvarjate. Tudi to so take umetnine, da si jih pravzaprav lahko povečate, natisnete, obeste v stanovanju, zato ker izgledajo take zelo močno energetske risbe, kar pravzaprav tudi rabimo. Lepe barve, lepe oblike, res čudovite
in vam želim samo, da to ohranjate, ker vse raziskave kažejo na to, da kadar so ljudje aktivni, kadar delajo take stvari, to tudi zelo pozitivno vpliva na možgane, na počutje, na razpoloženje in je zagotovo to nekaj zelo dobrodošljega in zelo dobrega za vas. Tako da prosim, ohranite to kreativnost, pa vse dobro vsem tudi za naprej in upam, da pridem še na kakšno vašo razstavo. Hvala, da ste današnjemu dogodku dodali prav poseben pečat in resnično hvala za vaše dobro, iskreno in seveda zagnano delo. Ja, hvala vam za vabilo in hvala Mihaeli, da ste spomnili na name, tako da se pravim, zelo sem počaščena in zelo sem rada na takih stvarih, me tudi pojmo daje z upanjem, da pa so še ljudje, ki želijo spremeniti stvari na boljše. Torej, hvala še enkrat. Zagotovo in to je tudi danes dokaz popolna dvorana v Brežicah. Spoštovani, današnji slavnostni dogodek pa nadaljujemo z glasbo. Glasba je zdravilo in je hrana naše duše. V izvedbi Zinke in Neli Škovca bomo slišali slovensko ljudsko Na planincah sončece sije, ki izraža veselje in radost, česar ob njunem skupnem ustvarjanju in igranju seveda ne manjka. Izvolite. doktorica Mihaela Kežman s svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami bogati življenja starejših. Izvaja številne delavnice, predavanja, povezuje mlajšo in starejšo generacijo, spodbuja kakovostno staranje in aktivno preživljanje časa v tretjem življenjskem obdobju in med številnimi dejavnostmi pomaga iskati ravnovesje med levo in desno možgansko polovico, med umom in srcem. Uči, kako iz glave spustimo v telo in da so pomembne ne samo tiste stvari, ki jih moramo storiti, ampak tudi tiste, ki si jih želimo. Mihaela, vabljena, da z nami deliš rezultate projekta in kako je sploh prišlo do tako velike družbe fraktalnih risb.
Ja, ko sem razmišljala, kaj naj danes povem, najprej so se mi nekako 3 občutki porodili. Malo žalosti, malo ponosa, malo hvaležnosti. Žalosti, ker se ena taka lepa zgodba, en lep projekt zaključuje, ampak vse vemo, vsak začetek ima tudi svoj konec in verjamem, da to ni čisto zares konec. Vendar veliko bolj kot žalostna sem seveda ponosna. Ponosna v prvi vrsti nase, ker sem se spomnila te ideje, v drugi vrsti Martine, ki je pristopila k temu projektu, seveda sem pa najbolj ponosna na vas, ki ste se vključili v ta projekt. Iz tedna v teden sem vas spremljala, kako so vaše risbe postajale vedno boljše, vedno lepše, vedno bolj izpopolnjene. Kako ste v bistvu iz tedna teden izboljšali svojo koncentracijo, pozornost, občutek za detajle. Kako ste se nekateri tudi ob teh fraktalnih risbah umirjali, kako ste rekli, da vam prinašajo nek mir. Nekateri ste tudi rekli, da je to za vas postal nek nov način meditacije. Prav vsi pa ste skozi te fraktalne risbe tkali eno krasno mrežo. Mrežo med seboj, mrežo med različnimi skupinami in seveda tudi današnji večer je dokaz, da ste spletli eno prav lepo mrežo, da, če lahko rečem, so nas ti fraktali danes tudi povezali v ta večer. Če povem še nekaj o začetkih tega projekta. Demenca. Z njo sem se najprej srečala v zasebnem življenju, kasneje pa kot doktorantka socialne gerontologije. Takrat sem potem iskala kar nekaj informacij, podatkov, se učila, raziskovala in veliko sem prebrala. En poseben podatek pa mi je pritegnil pozornost. To je izjava profesora dr. Pirtoška, ki je dejal, da bi 30 do 40% demenc lahko preprečili. In to mi je bila pa tista informacija, ki mi nekako ni dala miru. Takrat sem že bila učiteljica fraktalne risbe. Vedela sem že, da ima fraktalna risba, risanje fraktalne risbe, da imajo pomembne učinke, velike učinke. Ta fraktalna risba spodbuja, razvija potenciale, razvija kognitivne sposobnosti, da umirja, izboljšuje koncentracijo, fokus in tako naprej. In potem sem to dvoje nekako združila. Se pravi, na eni strani misel o demenci, ki je v sodobni družbi, kot je bilo danes že povedano, predstavlja velik izziv, in na drugi strani fraktalno risbo. Tako sem nekako prišla na idejo, da bi to povezala v projekt. Ker sem imela v mislih mednarodni projekt, seveda je bilo potrebno poiskati partnerja. In nobenega dvoma ni bilo, kdo bi bil najboljši partner v tem projektu. Puni potencial, Martina Kosec, ki je pravzaprav kriva, da je ta metoda se toliko razširila, kajti pred mnogimi leti je Martina to metodo iz Rusije pravzaprav prinesla na Balkan. In danes je kriva, da se ta metoda ne samo zelo širi, ampak tudi vedno bolj uveljavlja pri vseh generacijah, čeprav prvotno je nekako bila za mlajše, srednjo generacijo predvidena, ampak smo jo uspešno razširili tudi na starejše. In Martina je bila tudi moja učiteljica v fraktalni šoli na obeh stopnjah. Bila je tudi moja mentorica in še dan danes je pravzaprav mentorica. In bila sem zelo vesela, ko je seveda Martina z veseljem sprejela to vlogo, da sodeluje pri tem projektu. Kar kmalu smo potem začele pripravljati program, delavnice, aktivnosti za starejše, s katerimi bi spodbujali kognitivne sposobnosti. In tako smo pripravili ciklus 8 delavnic, kjer je vsaka posamezna delavnica nagovarjala neko področje, ki je povezano z demenco.
Ustvarili smo ciklus 8 delavnic, ki smo jih potem začeli počasi izvajati. Najprej smo naredili sicer malo promocije, ampak smo malo ugotovili, da ni potrebno, ker ko smo javno dali objavo za te delavnice, so se skupine zelo hitro popolnile in v nekaterih krajih je bilo celo več zanimanja, kot pa smo jih zmogle sprejeti na eno posamezno delavnico. Tako da smo potem izvedli skupaj 8 ciklusov teh delavnic. 5 je bilo izvedenih v Sloveniji in 3 takšni ciklusi so bili izvedeni na Hrvaškem. V Sloveniji smo imeli 2 takšni skupini v Brežicah, ena skupina je bila v Celju, ena v Bistrici ob Sotli in ena Šmarje pri Jelšah. Na Hrvaškem pa so bile 3 skupine, ena v Zagrebu, ena v Samoboru in ena v Reki. Tako da te cikluse smo uspešno zaključile, povezale kar nekaj udeležencev. Kot je Anja že povedala, 130 udeležencev je bilo vključenih v projekt, v delavnice risanja fraktalne risbe. Zadali smo si še pa nekaj drugih ciljev. Eden izmed ciljev je bil, da se ta projekt tudi nadaljuje. Tudi ob zaključku tega projekta, zato smo v svoje vrste povabili tudi 8 udeležencev, ki so šli skozi program izobraževanja, usposabljanja in tako tudi postali mentorji fraktalne risbe, tako da nekateri že pridno nadaljujejo to delo in že samostojno izvajajo delavnice, nekateri mislim, da so tik pred tem, 2 pa mislim, da še malo čakamo, da še rabita malo spodbude, da se podata na samostojno pot. Zadali smo si tudi narediti eno raziskavo, kjer bova ugotavljali, kakšni so bili učinki izvajanja teh delavnic. Tako smo na začetku in ob koncu tega našega ciklusa po samo oceni udeležencev nekako merili oziroma opazovali, raziskovali, kako udeleženci pač vidijo, kakšni so učinki bili skozi ta risanja. In moram reči, da smo bile zelo vesele, ko smo videli te rezultate, kajti na vseh 16 postavkah, kjer smo nekako si zadali, da pogledamo, kakšno je stanje prej in potem, smo ugotovili, da se je stanje nekako spremenilo, seveda na boljše. Tako so mnogi udeleženci pač dejali, da se jim je skozi vključevanje v te aktivnosti, da se jim je izboljšala koncentracija, pozornost, da so lahko bolj pozorni na neke detajle, da se lažje umirijo, da dlje časa zdržijo pri neki aktivnosti, da so se jim izboljšale kognitivne sposobnosti, da se jim je izboljšal spomin, da manjkrat občutijo nihanje razpoloženja, da se manjkrat počutijo osamljene, da se jim je izboljšala motorika roke, koordinacija v času, v prostoru, da se jim je izboljšalo celo zdravstveno stanje. To je samo nekaj teh dejavnikov, ki so jih udeleženci navedli kot rezultat vključevanja v te aktivnosti. Poleg raziskave, ki seveda nekaj smo že objavili, nekaj še bomo, pa smo si zadali, da tudi te fraktalne risbe pokažemo širši javnosti. Zadali smo si, da bomo pripravili 2 razstavi fraktalnih risb. No, danes je to že 3. razstava, eno smo že imeli v Zagrebu, eno smo imeli že v Bistrici ob Sotli, ko so prve 3 skupine v Sloveniji zaključile to risanje. Danes je torej 3. in eno še v mesecu juniju planiramo v Zagrebu. S tem nekako želimo pokazati res te vaše krasne izdelke in hkrati tudi ozaveščati, kako in kaj se da tudi v 3. življenjskem obdobju. Tako da sem zelo vesela, sem zelo hvaležna, da je tole nastalo, da so nastale tako krasne risbe.
In ob tem bi se seveda rada zahvalila vsem vam, ki ste bili vključeni v ta projekt, da sem vas pravzaprav lahko vodila skozi to vaše fraktalno ustvarjanje. Vem, da ni bilo vedno tako barvito, kot je danes na teh panojih. Vem, da ste se skozi to ustvarjanje soočali tudi z kakšnimi stvarmi, ki vam niso bile najbolj všeč. Ko morda ni šlo risanje tako, kot bi si želeli. Ko ste se učili tudi skozi to sprejemati sebe v svoji nepopolnosti. Nekateri se spomnite, ko smo risali z obema rokama naenkrat, pa druga roka nikakor ni hotela slediti prvi. Nekateri se verjetno spomnite, ko smo tele kvadratke barvali, pa šteli, pa se ukvarjali s tem, da bomo naredili neko simetrijo. Pa so nam neki kvadratki kar pobegnili in prej jih ni bilo, potem pa jih je bilo kar nekako preveč, ne? Skratka, ja, veliko teh stvari, tudi včasih, ja, ko niso bile risbe takšne, kot bi si jih želeli, ampak tudi to je del življenja, da se učimo sprejemati ta del sebe. Da konec koncev nismo popolni, tudi ni nobene potrebe, da bi bili. Tako da jaz sem skozi to vaše ustvarjanje zelo uživala. In niste se samo vi učili na teh delavnicah, ampak sem se tudi sama zelo veliko naučila od vas. Zelo veliko spoznala. Spoznala tudi veliko krasnih ljudi, z nekaterimi smo spletli tudi lepa prijateljstva. Ste pa na vse zadnje mi vsi bili v en velik navdih. V navdih, da se tudi sama želim starati in postarati tako kot vi. Kreativno, aktivno in z eno veliko mero čudenja, radovednosti, kajti verjamem, da je to lahko tista sila, ki nas vleče naprej tudi v dneh, ko v življenju trenutki niso takšni, kot bi si jih želeli. Tako da hvala vam. Hvala, ker ste, hvala, ker zaradi vas lahko počnem to, kar počnem, ker zelo uživam v tem. In hvala, ker ste za navdih, upam, da ne samo meni, ampak še marsikomu, za navdih, da je lahko tudi tretje življenjsko obdobje zelo bogato in zelo lepo. Hvala. Mihaela, iskrena hvala tebi. Povezovanje z drugimi nam pomaga ohranjati vitalnost in srečo tudi v starosti. Obdobje staranja je tudi priložnost, da izražamo svojo edinstvenost in živimo polno življenje. V nadaljevanju bo Evelina Sušnik, ki je v tretjem življenjskem obdobju svoje hobi razširila tudi na pisanje pesmi, prebrala svojo avtorsko pesem z naslovom Jasnost. Gospa Evelina, izvolite. Jasnost obzorja vodi po pravih poteh. Pluje po smernicah usode, tja, kamor je vredno priti, kjer umirjeni so vsi notranji vetrovi. Mir preplavlja notranjost, gladine voda meluje. Stvarstvo preplavlja in umirja vsak peden telesa, doseže srčiko bistva. Iz nje izhaja pogum in modrost, jasnost na vsakem koraku, iz nje veje zadovoljstvo notranje in harmonija vsega. Draga Mihaela, ta pesem je namenjena tebi, ker tudi nam jasniš obzorje, ker nam kažeš nove poti in dokazuješ, da se te poti lahko nadgrajujejo. Hvaležna sem, da te imamo, da si pripravljena deliti z nami svoja znanja, izkušnje in modrosti. Hvala, ker si, hvala iz srca. Najlepša hvala. Tudi Stanka Pucko, udeleženka delavnic art terapije, je zares čudovit primer, kako lahko obdobje staranja postane čas za odkrivanje in razvijanje novih talentov ter strasti. Njene pesmi nosijo močna sporočila,
Zato predlagam, gospa, da slišimo vašo pesem Dva laboda. Izvolite. Laboda dva. Dva laboda. Dva. Laboda dva se po Krkini gladini sprehajata. Sama sta. Dva. Daleč naokoli ni nobenega. Mirno drug ob drugem plavata. Se na bregu ustavljata, počivata, se posvetujeta, le kam naj jo mahneta, skupaj, oba. To, ko sta se prepustila, se na drugem bregu stavila. Blizu drug drugega se potapljata. Se hranita, se približata in spet potapljata. Bližina, parsta. Preteklost se v meni prebudi, ampak se kmalu umiri. Trenutek pomislim, ni pomoči, sama sem. Ko sem pa križarko reševala, so bili pa seveda različna gesla, pa francoski filozof, pa slovenski smučar, pa ne vem kater skakalec, potem je bil pa geslo starejša ženska. Še enkrat sem pogledala, starejša ženska. Potem pa pogledam, vse bi prišlo, vse samo eno črko je treba dodati, ampak tam bi morala napisati starka. Prvej tuš nisem starka, sem rekla, jaz sem Stanka. Najlepša hvala za to čudovito pesem. Prosim, če se nam ponovno malo pridružite, ostanite se, kajti Mihaela vam bi ob vaši tako izjemni recitaciji namenila še nekaj besed oziroma vam bo prebrala kratek izsek iz neke knjige. Prisluhnimo. Najini nitki sta se prvič srečali in prepletli pred nekaj leti, prav z njeno poezijo, ki jo je Stanka tako sočutno, a hkrati odločno predstavila na nekem dogodku. Na oder je prišla v črnih bulerjih, črnih hlačah, v vinsko-rdeči srajci in z energijo, ki se me je dotaknila in navdahnila. Od takrat sta se najini nitki prepletali, se spremenili v močni niti in se spletli posebno mrežo. V mrežo hvaležnih srečevanj, dialogov, objemov, medosebnega in medgeneracijskega učenja, navdihovanja, iskrenih pogovorov in sočutnega prijateljstva. Kadar sva se slišali ali srečali, nama je nekdo vse ne kradel čas in nama pustil bogatstvo trenutkov. Najino mrežo srečevanj pa je prepletala tudi mreža Stankine poezije. Koliko nežnosti, resnice, iskrenosti, miline in barvitosti je skozi širino čutenja in videnja nesla svojo poezijo. Kar nekaj se je nabralo. In nekoč sem ji predlagala, da bi izdala pesniško zbirko. Mi je odgovorila, da je to preveč za njo. A ob tej ideji sem videla iskrice v njenih očeh. Od takrat mi ta misel ni dala miru. Vse
vstopa nova knjiga, njena prva pesniška zbirka. Svet je poln besed, ki nimajo globine, pristnosti, srčnosti in doživljajske vrednosti. Naj besede iz pesniške zbirke Mreža življenja najdejo pravo mesto, se dotaknejo pravih src in pridejo v roke pravih ljudi. Pravih, tistih, ki še verjamejo, da je svet lep, da je življenje dar in da so ljudje, s katerimi pletemo mrežo prijateljstva, velik blagoslov. Draga Stanka, ob tem ti podarjam tvojo prvo, a upam, da ne edino pesniško zbirko. Verjemite mi, da za to nisem vedela. Mi pa smo. Razorožena. Gospa Stanka, vi kar zadihajte, kajti dobri ljudje vedo, da se dobro z dobrim vrača in cenijo vrednost prijaznosti in sočutja, ki jo delijo z drugimi. Zato v zahvalo res za vaše dobro delo je na današnjem dogodku v luč sveta ugledala vaša pesniška zbirka. Tako da, spoštovani, premierno, gospa Stanka. Počakamo, da prebereš. Globoko se ti ne. Lahko nam je govoriti, ne? Bom spet v laboru. Labor in jaz. Naslonjena na ograjo na mostu sem. Strmimo jutranjo igro sončnih žarkov na gladini struge. Plešejo, skačejo, se objemajo. Radi se imajo. Živijo. Labot. Sam je. Steguje vrat, gleda, opazuje, išče. Koga? Gledam ga, zamišljen je. Je izgubil družico, družino, zaplava proti toku, se ustavi. Počije, potopi glavo v rahle valove. Pobožajo ga, pomirijo. Prepusti se toku. Odnese ga daleč po reki navzdol. Spet se umiri. Obstane. Skloni glavo. Premišljuje. O čem? O kom? On je sam, jaz sem sama. Sama sem. Od pesmi pa nazaj k umetnosti in povezovanju fraktalnih risb, ki so marsikoga privedle do spremembe življenjskih navad in odkrivanja še neodkritega.
Irena Seničar, aktivna udeleženka delavnic v omenjenem projektu, bo v naslednjih minutah z nami delila svoje razmišljanje o sodelovanju in vključevanju starejših v sklopu delavnic art terapije fraktalnih risb. Gospa, izvolite. Fraktalna risba. Če sam izraz fraktalna risba je v meni vzbudil radovednost. Kaj je to? Besede ni v slovarju slovenskega knjižnega jezika, zato je bilo zanimanje še toliko večje. Radovednost, velika želja spoznati fraktale, me je vodila, da sem se vključila v izobraževanje v delavnice, ki so potekale na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Šmarju pri Jelšah. Prvo srečanje, ne strah pred neznanim, temveč veselje do učenja, neočakanost naučiti se nekaj novega, spoznati nekaj novega, navezati stike z novimi ljudmi, pridobiti nove znance in z nekaterimi smo postali zares pravi prijatelji. Najbolj sem uživala pri risanju in barvanju drevesa in še vedno me drevo fascinira, vzorčki me navdušujejo. In Mihaela ne ve za moje zdajšnje nadaljne ustvarjanje, ampak na razstavo je dala ravno moje drevo. In zelo sem vesela, da ga je izbrala. Z vami želim pa deliti eno svojo izkušnjo iz začetka delavnic. In sicer oba z možem z Miranom sva se udeleževala teh delavnic. Bilo je pa nekako takole. Torej, oba sva na teh delavnicah zelo uživala, pri nas rečemo, da sva parla noter. V to risanje in barvanje. Zgodilo pa se je, da je Miran samo še barval. In ni delal nič druga, kot samo barval. In sem mu predlagala, da naj na naslednji delavnici pa res riše malo bolj počasi, da bodo prostori nad črtami večji in da bo te prostore hitreje pobarval in da bo prej gotov z barvanjem. In je to očitno upošteval. Torej, rišemo, trajanje 1 minuta hitro mine ali pa se 1 minuta lahko neskončno vleče. In Miran riše počasi, zelo počasi, mimo pride mentorica Mihaela, ki z budnim očesom seveda spremlja dogajanje in reče: Miran, riši bolj hitro. In poglejte, ta moja izkušnja nima prav nobene povezave s tem, kaj dejansko fraktali so. Z mojim res realnim razmišljanjem takrat nisem se zavedala, da je lahko moj mož, krasni mož, oče, dedek, sosed, ne vem, prijatelj, da je pa on lahko tako zelo vztrajen pri tem ustvarjanju, pri tej dejavnosti se pa meni do takrat sploh sanjalo. In to pri njemu zelo, zelo cenim in prav to na delavnicah mi je odprlo oči v tej smeri. Zaključila bi pa rada s tem, da ko v življenju sledimo določenim ciljem, so včasih dogodki na poti do cilja pomembnejši, kot pa potem sama dosega cilja. Hvala. Hvala. In Ana, ravno o tem sva prej govorili, kaj ni čudovito gledati takšno sodelovanje in takoli v zakon. Uvodoma je bilo že predstavljeno, da je Erasmus Plus projekt mednarodnega sodelovanja s sosednjo Hrvaško. Martina Kosec je bila Mihaelina učiteljica, mentorica, predala ji je znanje o fraktalni risbi in jo, če se lahko malo pošalimo, okužila s fraktali. Besedi za to vabim gospod Martino Kosec, ki bo v okviru partnerske organizacije Puni potencial povedala o dobrobiti risanja fraktalne risbe za starejše. Izvolite. Ja ću pričati na hrvatskom, ali vjerujem da svi razumijete. Evo, stvarno sam zahvalna Mihaeli što me pozvala i prekrasan je i osjećaj kada zapravo učenik
nastavi ono što sam ga učila i svaki puta kad imam prvu radionicu za početnike, uvijek se obraćam svojim učenicima i kažem možda ste vi oni koji ćete nastaviti ovo raditi. Ja sam kad sam otkrila ovu metodu, zaljubila sam se ovu metodu, toliko mi je bila prekrasna da sam jednostavno počela to raditi i podučavati druge, ne radi nekog interesa, nego zato što sam htjela to širiti drugima i svima govoriti koliko je to prekrasno i ako crtaju da će im se stvarno promijeniti životi. Moj život se promijenio zato što sam radila sa vama, sa starijom dobi. Ja sam inače učiteljica likovne kulture i predavala sam 18 godina u školi i zaista zadnjih 20 godina sam bila posvećena radu sa djecom. I kad me Mihajla pozvala, prvo mi je bilo malo i strah, sam mislila pa kako ću ja to je ipak jedna, vi ste onako drugačije potrebe imate, drugačije mogućnosti. Međutim, kad smo počeli nas dve raditi, kad sam počela raditi sa vama, to su moje učenice iz Samobora i Zagreba, otkrio mi se cijeli jedan novi svijet i zahvalna sam zapravo na tom iskustvu, zaista je bilo prekrasno crtati s vama i nama mladima, makar nisam tako mlada kak izgledam, ali uglavnom govorim da treba crtati fraktale, onda lijepo ne trebate razmišljati o bojama i ostalo. Uglavnom, stvarno je bilo prekrasno jer nam i dajete jednu sliku kako se lijepo može živjeti u starijoj dobi, kako je zapravo sa radošću ste dolazili na radionice i ono što je bilo prekrasno kad smo završili sa radionicama, svi ste pitali kad ćemo crtati još. I to nam je najveća hvala za sve što smo mi radile, zato što da je vam je bilo dosadno, da vam nije bilo interesantno, vrlo vjerojatno ne bi ni dolazili na radionice, međutim, evo, stvarno je bilo i upita i u Zagrebu, i mislim u Hrvatskoj, i u Sloveniji, kad ćemo još, kad ćemo nastaviti, jer ste osjetili i sami te dobrobiti crtanja. Fraktalno crtanje je posebna vrsta crtanja, ono nije obično crtanje, kažem, ja sam završila likovnu akademiju i crtala sam, jako puno sam crtala. Ovo se razlikuje po tome što ovo jednostavno crtanje za dušu. Znači, mi kad crtamo, mi se povezujemo sa tim unutarnjim dijelom sebe i na neki način to je prilika da se družimo sa sobom. Znači, mi smo uvijek orijentirani na van. Uvijek nam je pažnja na drugima, šta ćemo ovako, onako, šta moramo napraviti. A jednostavno kad počnete crtati, taj efekt zatvaranja očiju, što je specifičnost ove metode, je to da zapravo vi kad zatvorite oči, vi pažno krenete prema unutra i vi se počinjete družiti sa samima sobom. I možda ti 15-20 minuta tog nekog barbanja jednostavno uronite u taj jedan čarobni svijet, naravno barbanje ide otvorenih očiju, ali jednostavno cijeli taj pristup je zapravo takav da se mi počinjemo družiti sami sa sobom i ljudi to jako vole, ali ne vole oni crtanje, vi ne volite zapravo crtanje, vi volite taj moment druženja sami sa sobom i to je ono čarobno. I čarobno je u tom trenutku kako se kroz tu kreativnost je jedna snaga, jedna sila, nešto što svi imamo. Vrlo često, i to sam napisala u priručniku, je da zapravo ljudi misle, ma nisam ja kreativna. Ne, možda niste talentirani za likovnu umjetnost, ali svi smo kreativni. Samo je pitanje, je li ta kreativnost probuđena ili oslobođena ili je ta kreativnost zaštopana, blokirana. Ali svi smo kreativni i kad mi oslobodimo taj kreativni potencijal, kad ta energija počne strujati kroz nas, mi se osjećamo živima. Znači, vi možete biti živi i hodati, ali ne znači da živite i da živite ispunjeno. Ovo fraktalno crtanje pomaže svakom na svoj način da se osjetimo zaista živima. Da onda odjedanput primjećujete više, kao puni ste kroz to crtanje. Mi smo vas naučili tehniku, ali ono što je najveća dobrobit ovog cijelog našeg projekta, što ste vi naučili tehniku koju možete primjenjivati kad god hoćete. Znači, to je jedna vrijednost za cijeli život. I ne samo da vi možete crtati sami sa sobom, kad ste sami, nego možete to crtati i sa vašim unucima, prijateljima, s kim god. Znači, možete podijeliti ovu radost, ovog stvaranja, jer za ovo ne treba talent. Znači, vidjeli ste sami, mnogi ste možda rekli da niste crtali od osnovne škole. I tako zaista ima, meni dolaze ljudi na radionice, baš hoće učiti crtati i kažu mi smo od osnovne škole crtali. I to je tako, zato što u osnovnoj školi je zadnje kad mi imamo likovni, u
srednjoj školi već počinje povijest umjetnosti, znači već počinje nekakav intelektualni pristup umjetnosti, više se ne radi sa rukama. I ako ste otišli u neku profesiju, neko zanimanje gdje se ne radi s rukama, možda zaista niste od osnovne škole crtali. I tu je zapravo ova vrijednost što ovdje vidite i sami, puno vas vjerojatno nije likovno nadareno, možda ste mislili da ne znate crtati, a na kraju kad vidite šta ste postigli i to crtanjem zatvorenih očiju, zaista vidimo jednu veliku vrijednost, zato što svi znamo crtati, svi znamo pjevati, svi znamo kretat se, pokretat se, plesat, međutim mi smo zaboravili biti kod djeca, prestali smo se igrati u nekom trenutku i ovo je zapravo prilika da se podsjetimo na te naše i resurse i sve ono što nosimo u sebi i na jedan prekrasni način ste to iznutra iznijeli van i nadam se da će vam i dalje ovi crteži uveseljavati život. Te boje krasne, vidjeli ste sami da imamo jedan poseban način i crtanja i bojanja, a to je zapravo zaista zbog toga da unesemo tu radost kroz boje, kažem kroz oči, mozak i onda u tijelo i u naše živote. Tako da evo, želim vam puno svijetlih i šarenih boja, želim da još puno crtate, nemojte se brinuti, možete uzeti manje formate, možete kraće crtati, znači probajte svaki dan barem nešto malo napraviti jer ta ruka, srce, mozak, znači to je veza. Ruka, srce, mozak, svejedno kojim putem. Srce, glava, ruka, svejedno, međutim ovakva vrsta izražavanja, likovnog izražavanja je zaista jedinstvena prilika da to troje bude povezano. Znači srce, tijelo ili kako god već to možemo, voljne snage, osjećajne snage, mentalne snage se ujedinjuju za vrijeme crtanja jer glava misli što radi, srce osjeća kad stvara harmoniju i ravnotežu, ruka se pokreće, stvara struju i vi se nakon toga osjećate ispunjeno. Tako da evo, hvala vam svima na sudjelovanju, nastavite dalje crtat, zarazite i druge i veselimo se novim evo i priručnicima i izložbama i promocijama. Evo, toliko od mene, hvala puno Mihajli na pozivu, ovo je bilo stvarno jedno čarobno putovanje i jedno prekrasno iskustvo. Hvala svima. Hvala. Čas je za glasbeni premor. V naši družbi je Miran Seničar, ki smo ga v uvodoma že slišali in ki ga je tudi gospa žena tako lepo pohvalila. Miran je aktiven udeleženec v projektu in ima tudi rad harmoniko. Njegova strast je harmonika in sedaj bomo slišali avizo. Za spomin in motivacijo ter nadaljne kreativno ustvarjanje
pozdravljamo izid priročnika z naslovom Spretne roke, aktivni možgani, ki vas je pričakal na vaših sedežih. Priročnik sta z vašo pomočjo kreirali izvajalki projekta doktorica Mihaela Kežman in Martina Kosec. V njem je predstavljen projekt, nekaj strokovnih besedil, zbrane so pozitivne in likovne vaje za možgane ter utrinki iz delavnic. Obiskovalci iz Hrvaške, za vas pa ima gospa Martina Kosec tudi hrvaško verzijo, tako da ob koncu uradnega dela lahko zamenjate oziroma pridobite poleg slovenskega izvoda še hrvaškega. Zato pa se vsi zbrani danes tukaj strinjate, da je fraktalna risba močna, energijska risba. Riše se z zaprtimi očmi in barva z odprtimi, po določenih pravilih. Njena vibracija prodira v vaše telo, misli in občutke. V vsako risbo je bilo vloženo veliko energije, truda in vaše kreativnosti. Vse to pa si lahko od današnjega dne tudi ogledate v sklopu razstave izdelkov vseh udeleženk in udeležencev, ki so sodelovali na delavnicah fraktalne risbe v Sloveniji. In razstava je z današnjim dogodkom tudi uradno odprta in bo na voljo vse do 1. junija 2024 v odpiralnem času knjižnice na strokovnem oddelku. Prosim za en velik aplavz, kaj in brez vas današnje razstave seveda ne bi bilo. In današnji uradni del dogodka se počasi izteka. O tako uspešnem projektu ne bi mogli govoriti, če se pomembnosti aktivnega staranja ne bi zavedali vi, drago občinstvo. In ob tem hvala tudi današnji gosti in izjemni ženski, ki ruši tabuje in skrbi, da je obdobje tretjega življenjskega obdobja oziroma obdobje jeseni življenja zares čudovita. Ana, iskrena. Najlepša hvala, ampak jaz sama sem predvsem vesela, da vam okrog sebe zbiri več takih ljudi, ki podobno razmišljajo, a ne da delate take reči. Vesela sem, da imamo čudovite mentorce, ena izmed njih je gospa Gorjut. In me sploh ne skrbi v resnici za našo prihodnost, ob tem, ko vidim, kaj vse spremenjamo na boljše. Tako da še enkrat najlepša hvala in še enkrat čestitke vsem vam, dragi ujetniki. Danes sem zelo vesela, da je tega dogodka se udeležila tudi moja mentorica, ne samo mentorica, ampak oseba, ki me pozna že iz vrtca in ki me je pravzaprav tudi navdahnila za ta študij in bi jo povabila, če lahko jo zdaj tako izzovem in presenetim, za par besed, da pove malo svoj pogled, karkoli. Vem, da je nikoli ne zmanjka besed, zato vem, da bo tudi tokrat par besed spregovorila tako za zaključek tega uradnega dela, preden gremo še naprej. Jana Gorjuk, izvolite. Da bom tako kot gospod Stanka, ne? Tudi jaz nisem več mlada. Ampak imam srečo, da živim tako dolgo in si želim živeti še nekaj let. Kot je povedala Mihaela in kot je povedala tudi Ana, se ukvarjam zdaj, od leta 2015, ko sem bila prisiljena, da sem se morala upokojiti z ne več toliko sociologijo, čeprav še vedno, in ne več toliko z germanistiko, čeprav še tudi vedno. Ampak me je povabil v sodelovanju 3-kratni rektor Mariborske univerze, danes je rektor zasebne univerze, najmlajše v Sloveniji, torej Alma Mater, da pravzaprav nadaljujem pot, ki jo je začela moja predhodnica
zaslužna profesorica dr. Marija Usenik, torej socialno gerontologijo. Nekaj čisto novega, nekaj, kar je tudi prej že povedala Ana, kar pravzaprav je del našega življenja, da vzgajamo, da usposabljamo tiste ljudi, ki bodo delali z nami. Takrat, ko tudi, kljub naši želji, ne bomo mogli več živeti doma. Vsi si želimo živeti doma. Vsi vemo, kaj je pravzaprav neko blagostanje, da te tvoji družinski člani, tvoji otroci, vnuki, partneri, kdorkoli, lahko oskrbijo tudi v tistem trenutku, ko pravzaprav ti sam več ne moreš zase. Danes ste govorili veliko o demenciji. Demenca ima toliko obrazov, toliko pojavnih oblik. To ni samo pozabljivost, kot mislimo, ker pozabljivi so že naši otroci ob vsem tem stresnem načinu življenja. Demenca je tisto, kar človeka spremeni včasih do neprepoznavnega. In mi na naši katedri, zdaj bomo postali fakulteta za socialno gerontologijo, želimo usposobiti čim več ljudi, tudi ona je naša doktorska študentka, tako da ne bo pomote, da bodo delali z nami v tistih oblikah institucionalnega bivanja, kot naše bivanje doma več ne bo mogoče. Ampak mi vsi smo še tukaj, predvsem še vi ste tukaj, polni življenja, polni veselja do življenja, to je pomembno. In želim vam, da tega nihče vam ne vzame. Mi nismo za obrobje družbe, mi smo še vedno aktivni in tudi, ko ste dokazali, produktivni. In ko govorimo o tistih čudnih ageizmih, vse, kar gre na anaizem, vse veste, socializem, kapitalizem, ima v sebi nekaj, kar ni ravno dobro. Vsaj za nas, male ljudi, ne. Ko pa govorimo o ageizmu, čeprav smo ta izraz želeli posloveniti, kot neko staromrzništvo, pravzaprav nismo v tem najbolj, tudi mi, jezikoslovci uspeli. In ko govorimo o gerontofobiji, torej o tistem negativnem občutenju mlajših generacij do nas, se pravzaprav vprašamo, kje smo pogrešili, mi, naše generacije, da se danes tudi mlajši ljudje starejših bojijo. In tako, kot je rekla prej Ana, potrebno je začeti ne v vrtcu, že prej v družini. Potrebno je imeti človeka preprosto rad. Zato, ker smo tukaj, na tem tako zblujenem, zmedenem, ogroženem planetu. In zato, ker imamo samo eno življenje. In ne damo si vzeti, da ne bi tega življenja tudi dostojno končali. Tako, kot je prav. Kako pa je to, ve vsak od nas zase. In to je svoboda. Z malo črko, ne z veliko, da ne bo pomote. Lepo se imejte, ustvarjate še naprej, ker je vredno tudi druženje drug z drugim. Hvala lepa.